Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, veseli smo vašega obiska in se veselimo tega posebnega dogodka. Skupaj bomo namreč proslavili zaključek leta in novo, izredno pomembno pridobitev, ki bo obogatila naše poznavanje čebelarstva in kulturne dediščine. Za uvod najprej povabim k besedi doktorico Petro Pole, direktorico Muzeja Radovljiške občine. Ja, spoštovani gostje, lep pozdrav v imenu Muzeja Radovljiške občine. Med nami pozdravljam Cirila Globočnika, župana občine Radovljica. Pozdravljam najstarejšega čebelarja, Severina Golmajerja, člane čebelarskega društva Radovljica, vse naše podpornike, prijatelje, predsednika sveta zavoda, zdaj le vidim tamle, zaposlene. Skratka, ta dogodek današnji je nekako zaključek letošnjega leta. Projekt je potekal, kar bi rekla, 4 leta. Nekako začelo se je tako, da smo ta prostor najprej razdelili muzejske, nemuzejske predmete, ločili papir, materiale, les, kovino, potem zaplinili depo, to je bil kar velik poseg, ker so sodelovali tudi vsi ostali javni zavodi, ki tukaj domujejo. Potem očistili, restaurirali vse muzejske predmete, postavili, sortirali po vsebini in postavili na ogled. Zdaj marsikdo, saj moja mama je tako vprašala, kaj to sploh je ogledni depo. Rekla, kaj pa je to zdaj za nekaj, ne? Skratka, vsak muzej ima muzejske predmete. Muzejski predmeti so srce muzeja in ponavadi so shranjeni v temnih, malce zaprašenih prostorih, težko dostopnih. Mi pa smo rekli, imamo tako čudovito dediščino, ki jo nima nobene na svetu, da moramo to pokazati. Zato smo to tudi naredili in to je v bistvu prostor, ki je kot depo, ampak je tudi na ogled širši javnosti. To se pravi vsem. In verjamem, da bo tukaj tudi veliko interesa z tujine, kajti takih predmetov ni po svetu. Zdaj, da ne bom predolga, na projektu je sodelovalo veliko naših zaposlenih kustusov. Lahko bi rekla, ko smo začeli delati, da so se kresala kopja, solze, smeh in kriki, pa še kaj drugega. Tako da sem res zelo, zelo ponosna, da smo prišli do te točke. Zato bi se zelo zahvalila vsem, ki so sodelovali pri tem projektu. Najprej začeli smo s kustosinjo Čebelarskega muzeja Ireno Štekar Vidic, dokumentalistko Tita Porenta, Katja Krojec-Praprotnik, ki je kustosinja mestnega muzeja. Potem se nam je pridružila Kristina Seljak, ki je potem ta projekt nekako uspela pripeljati do konca s to mlado energijo, svežo močjo. Zahvalila bi se Saši Mesec tukaj za promocijo, Boštjanu Sokliču za podporo, restauratorjem, ki so to v bistvu vse te predmete očistili, tržiškemu restauratorju Anžetu Bizjaku. Podobo je dala Barbara Bogataj, arhitektka je bila pa Sanja Jurca Avci. Res iskrena hvala vsem, ki ste nekako pomagali, da smo prišli do te točke. Na koncu bi se pa iskreno želela zahvaliti tudi Čebelarskemu društvu Radovljica, kajti brez njega ne bi bilo ne muzeja, ne v bistvu ne teh predmetov, ki so tukaj. Tako da se tudi veselimo vaših informacij z gospodom Mihom Rozmanom, ki je naš čebelar oglednega panja. Že koliko? Več kot 10 let. Sva se pred tem pogovarjala in vprašala, da se spominja, da so pripeljali nek skočidolski panj. In smo rekli, ja, zdaj ga bomo pa najdeli, zdaj bomo pa vedeli, kateri je ta panj. Tako da se res zahvaljujem tudi čebelarju Mihu Rozmanu za to požrtvovalno delo in skrb za naše čebele. Besedo bi predala kustosinji Kristini Seljak, ki je naša nova kustosinja Čebelarskega muzeja, da pove, kako je pripeljala ta projekt do konca. Hvala. Spoštovan župan, seveda direktorica in pa vsi cenjeni gostje in kolegi, ki ste se danes tukaj zbrali. Veliko veselje mi je in čast, da skupaj z vami lahko proslavim to otvoritev oglednega depoja. Ta pomemben projekt je rezultat večletnega truda in predanosti vseh, ki so tukaj prispevali k njegovi uresničitvi.
Zdaj, ko sem se jaz oktobra leta 2023, torej dobro leto nazaj, pridružila muzeju, je bil projekt že v zaključni fazi. Vendar nas je kljub temu čakalo še kar nekaj dela. Priznam, da je bil to zame pravzaprav zelo velik izziv, ker sem morala se kar dobro poglobiti v svet čebelarstva. Med urejanjem depoja sem postopoma odkrivala, kako edinstvene in posebne so te številne plati čebelarstva, in ta proces mi je omogočil, da sem dediščino ne le dobro spoznala, ampak jo začela tudi zelo globoko ceniti. Zdaj, naš depo skupaj z predmeti, ki jih imamo tudi na razstavi, hrani približno 2400 predmetov, od tega je 916 poslikanih panskih končnic. To je ta zaklad, na katerega smo še posebej ponosni. Zdaj, panske končnice so izjemno dragocen predmet kulturne dediščine v Sloveniji, in da bi jih ohranili v kar najboljšem stanju, smo jih recimo zavili v brezki slinski papir in jih hranimo v posebnih omarah, ki jih ščitijo pred ognjem in drugimi škodljivimi vplivi. Tako da tukaj nimamo razstavljenih panskih končnic, ampak lepo shranjene. Zdaj, kako pa vemo, kje je katera? Seveda vse so fotografirane, dokumentirane, vnešene v sistem, tako da mi jih lahko še vedno raziskujemo, brez da bi vanje posegali in jih mogoče nenamerno kdaj poškodovali. Zdaj, tudi drugih predmetov je kar precej. Če ste se malo razgledali tukaj po regalih, imamo točila, panja, drugo orodje, potem po predalih imamo matičnice, pitalnike in tako naprej. Vse to smo fotografirali, popisali, vnesli v digitalno inventarno knjigo, vrstili jih tematsko po sklopih, in to delo seveda ni zdaj tukaj kar zaključeno, to delo bo seveda se še naprej nadaljevalo, vedno je možno odkriti še kaj drugega, dodati kakšno novo informacijo o predmetu, interpretirati končnice, od njih napisati kaj novega, tako da se naša baza podatkov nenehno širi in dopolnjuje, kar je pa izjemno pomembno za nadaljevanje raziskav na področju čebelarstva in pa tudi za delo muzeja, seveda. Tako da ogledni depo ni le prostor, kjer hranimo predmete, je prostor danes, kjer je dediščina tudi zaživela. Njegova zasnova omogoča obiskovalcem, da vpogledajo v zakulisje muzeja pravzaprav. Torej, tukaj ta zgodovina in dediščina nekako dobi svojo zgodbo in svoje mesto. In mislim, da smo nekako ustvarili tukaj prostor, ki v bistvu živi in raste. Naš depo ima namreč še kar nekaj prostora, kjer bomo lahko dodali nove predmete, obogatili našo zbirko z novimi predmeti, kajti to je tudi naš cilj, da zbirko nenehno dopolnjujemo. Vsaka nova pridobitev je dragocena in neprecenljiva, saj dopolnjuje našo zgodbo in zgodbo naših prednikov, in morda bo zbirko dopolnil prav kakšen vaš predmet, če boste mogoče kdaj se odločili darovati ali pa prodati našemu muzeju. Ob tej priložnosti se bi rada iskreno zahvalila vsem, ki so sodelovali pri tem projektu. Posebna zahvala gre tistim, ki so doprinesli k odprtju našega muzeja v samem začetku, kajti del tega je sedaj tudi ta ogledni depo. Hvaležni smo torej lokalni skupnosti, ki je prispevala veliko čebelarjem, ki so spodbujali k zbiranju predmetov, ki so jih zbirali in tudi prinesli sem, in vaš trud in predanost so bistveno prispevali k temu, kar vidimo danes tukaj. Tako da hvala direktorici Petri Bole za njeno podporo, hvala celotni muzejski ekipi, ki so pri temu pomagali, in vsem drugim sodelujočim. In za konec mislim, da lahko rečem samo, da skupaj skrbimo, da dediščina ne ostane le preteklost, ampak postane del prihodnosti. Tako da hvala vam. Hvala tudi gospe kustosini Kristini Seljak. Zdaj pa prihajamo k osrednjemu dogodku, to pa je samo odprtje oglednega depoja. Zato k besedi in odprtju vabim gospoda župana Cirila Globočnika. Dragi čebelarke, pa dragi čebelari, pa seveda vsi ostali, najprej bi vas prisrčno pozdravil v imenu občine Radovljica, pa v svojem imenu. Hvala za povabilo, direktorica. Navdušen sem, ker je to dodaten produkt čebelarskemu muzeju in to, kar ste delali toliko časa, je res vse pohvale vredno.
Vidim, da je strokovno narejeno, da ni nič prepuščeno kar tako. Tako da Radovljica je dobila še eno dodatno, bom rekel, spodbudo za vse, ki prihajajo v Čebelarski muzej in ki se pač zanimajo za to področje, tako da iskrene čestitke. Sem prepričan, da bo marsikdo prišel to pogledati, ki je že videl Čebelarski muzej, to je pa novost sredi Radovljice. Iskrene čestitke vam, direktorica, in vsem, ki ste to pripravili. Hvala lepa. Super, zdaj pa še tele mi odrežite, da nam vklad. Super. A so prsti vsi? Dobar. A te kaj za plos? Kaj pomeni današnja pridobitev novega depoja za sam muzej in tudi za občino? No, današnja otvoritev uglednega depoja je pravzaprav za nas nek vrhunec delovanja večletnega projekta, dopolnilo stalni razstavi Čebelarskega muzeja in seveda možnost ogleda vseh naših muzejskih predmetov širši javnosti. Koliko časa se je vse to, kot vidimo tukaj v depoju, zbiralo? No, začetki segajo že tja v 30. leta preteklega stoletja, ko je Avgust Bukovec podal, apel čebelarjem, da začnejo zbirati predmete za naš čebelarski muzej, ki so ga potem odprli leta 1959 tukaj v Radovljiški graščini. Seveda muzej je rastel, zbirka se je dopolnjevala, posebno ponosni smo na zbirko poslikanih panjskih končnic, 916 jih hranimo, imamo čudovite panje z različnih koncev sveta, orodja, točila, figuralne panje, res posebne predmete naše dediščine. Kdo se je sodeloval pri tem projektu? Pri tem projektu so sodelovali vsi kustosi Čebelarskega muzeja, restavratorji, dokumentalisti, strokovnjaki, arhitekti, oblikovalci, skratka, ekipa je bila precej velika. Delo je potekalo več let, ogromno truda je bilo vloženega noter, ogromno dela, tako da smo res izjemno ponosni na ta projekt. In velik doprinos je dalo tudi Čebelarsko društvo Radovljica. Res je, Čebelarsko društvo nas podpira praktično od vsega začetka. Veliko predmetov smo pridobili tudi sa strani teh naših čebelarjev. Trenutno nas je v Čebelarskem društvu Radovljica 113 članov. Ja, in čebele so res čudovite. In tudi ta razstava in ta depo bo tukaj na ogled v Čebelarskem muzeju, v obeh nadstropjih. Tako je, ogledni depo je dopolnilo stalne razstave Čebelarskega muzeja, odprtje pa za širšo javnost. Hvala za pogovor in čestitke. Hvala. Vi ste eden najstarejših čebelarjev v Radovljici. Od kdaj ste že čebelar? Nisem eden od tistih, ampak daleč najstarejši. Čebelaram pa že od leta 1944. To se pravi, rečemo, da je to že zdaj 90 let, že več. Kdo vas je pravzaprav navdušil za čebele? Ja, navdušil me je pa pravzaprav žlahta stric od mame, brat, ki na njenem domu so imeli čebelnjak, star čebelnjak. In ta možak, sem hodil k njemu, rečemo, radovedno zganjati, ko gre, in me je s sabo vzel. Moram pa reči, potem proti koncu vojne, 44 leta, me je pa kar večkrat podučeval, ker jaz mislim, dober je, me uči, nankrat je njega zmanjkalo in je šel v partizane. Tako sem dobil jaz vse tiste čebele pod komando, kontrolo delati z njimi kot tak fantač. 29-letnik, pa 44-13 let sem imel, 14-15. Ampak smola ta, da je pa prvo leto, to se pravi 44 let je bilo izredno slabo letno za čebele, ni bilo nič paše, ki je bilo pa vse na karte med vojno, ni bilo sladkorja, so vse čebele preko zime pomrle. Vse čebele tako. In spomladi, ki je on prišel 45 leta, tudi malo, kar precej bolan nazaj, iščeva, ki je čebele dobiti.
Gorenjska ni imela čebel. In kaj vam pomeni tale novi depo kot dopolnilo Čebelarskemu muzeju? To me pa bolj tako, da so končno se dobili tisto naredili, kar smo skupaj spravili. To smo nabirali po okolici. To je bilo vse skupaj, so ljudje imeli nekje, ne v depoju, ampak nekje v tistih zakrnenih prostorih. In to smo z gospodom Resmanom, to je bil takrat predsednik, od gori pa Bohinja, povsod smo to lovili v kup. In večina je to zastonj prišlo, moram reči zastonj. Seveda, ko so pa enkrat ljudje se zmislili, pa treba pa plačevati. Hvala lepa za tale pogovor in čestitke. Ja, vem pa, moram pa reči, da začetek, ki bo pa to treba čistiti, so bili pa mi tam mali, je pa kustos bil, da se je zaprl v majhno sobo, pa s tistim strupom, pa to smo delali, ampak še zmeraj živimo. Skratka, veliko truda je bilo vloženega v to delo, ne? Hvala lepa, hvala. Vi ste kusenja v Radovljiških muzejih, samemu projektu tega depoja pa ste se priključili v zadnji fazi. In kaj se je bilo potrebno postoriti? Ja, v zadnji fazi je bilo potrebno predmetom še vedno določiti njihovo mesto, nekatere tudi popisati, jih evidentirati, vnesti tudi v evidenčno knjigo. Nato pa je bilo treba potem vse to nekako spraviti v nek smiselno postavitev. Predmete smo tudi očistili in jim dali novo življenje in na koncu seveda tudi opremili z nekaj malega vsebine. Koliko predmetov je zbranih tukaj? Zdaj skupaj predmetov, ki jih hranimo v muzeju, ki so na razstavi in tukaj v depoju je preko 2400. Od tega je 916 samo poslikanih panjskih končnic. In ti predmeti so bili zbrani vse od Bohinja pa vse do Radovljice in tudi okolice. Ne samo tukaj lokalno, temveč tudi iz tujih držav prihajajo predmeti, tako da v bistvu imamo zbirko, seveda najbogatejši del je iz Slovenije, imamo pa tudi predmete, ki so iz tujine in prav tako bogatijo to našo zbirko. Je pa to dopolnilo Čebelarskemu muzeju, ki je v prvem nadstropju. Tako je. Tam so predmeti nekoliko bolj interpretirani, bolj razstavljeni, malo manj jih je. Tukaj so pa predmeti zbrani in samo pokazani vsej zainteresirani javnosti. Hvala lepa za pogovor. Hvala.